Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o pomanjkanju verbalne komunikacije, kar je zlasti pojav v zadnjem času, in to zelo škodljivo vpliva glede razvoja otrok pri mladih družinah. Ugotovilo se je, da je za razvoj govorne sposobnosti otrok pomembno, da se v prvih mesecih in letih zelo veliko pogovarja v prisotnosti otrok. Zlasti, da se veliko bere iz knjig in da se otroku zastavlja vprašanja, in to še preden je otrok sposoben odgovarjati nazaj. In raziskave so pokazale, da v družinah, kjer so starši bolj premožni, taki starši imajo bolj razvite govorne sposobnosti, imajo širše besedišče oziroma besedni zaklad, in zato otroci premožnejših staršev slišijo v tem ključnem zgodnjem obdobju veliko več besed kot otroci revnejših staršev. Na ta način se ustvarja velika razlika v razvoju pri otrocih, in dobil sem tudi zaskrbljujoče informacije iz strani pedagoških krogov, kjer se ugotavlja, da se to stanje v zadnjem času v slovenskih vrtcih celo poslabšuje. Torej, vzgojitelji so zgroženi nad tem, kako šibko razvite govorne sposobnosti imajo otroci, ki pridejo v vrtec. Očitno je k temu prispevala tudi informacijska tehnologija, internet, mobilni telefoni, ki nas sicer po eni strani povezujejo, ki omogočajo povezovanje preko celega sveta, vendar pa je ta komunikacija zelo omejena, zaradi želje po hitrejšem sporazumevanju se uporabljajo okrajšave, bližnjice, na tipkovnici razni smajliji, kratice, in tudi uporablja se to tipkano komunikacijo, ne pa več toliko govorne komunikacije. Torej, naša mladina oziroma mladi starši komunicirajo, ampak je te pestre govorne komunikacije bistveno manj kot nekdaj. Posledično tudi otroci slišijo manj besed, in čeprav se otroka posadi pred televizor in gledajo igrice oziroma risanke ter filme, to ne more nadomestiti komunikacijo z staršem. Mladim staršem torej priporočam, da se zavedajo teh škodljivih vzgojnih dejavnikov, da otrokom čim več berejo iz knjig in se z njimi pogovarjajo. Priporočam pa tudi uporabo
inovativne učne tehnologije, ki smo jo pripeljali v Slovenijo, imenuje se TechnoTutor. In ta učna tehnologija omogoča, da se otroci za pomočjo računalnika učijo črke in besede in da tudi za minimalno prisotnostjo staršev razvijajo širok in trden besedni zaklad. Zastopnik za to učno tehnologijo v Sloveniji je naš Inštitut za razvoj izobraževanja z imenom Mali genij z sedežem v Mariboru. Tako da vas vabim, da si pogledate na spletni strani maligenij.si glede našega inštituta. Več o tej učni tehnologiji pa najdete na spletni strani technotutor.si. Povezave do teh spletnih strani pa najdete tudi v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.